Nekoč je bil zajec, ki je prebival za Vrbjacem. Tam je imel bajtico in nekaj kokošk in vsakega malo tudi vrtiček. Botra lisica pa je prebivala v Logu, tam je bilo njeno domovanje. Lisica je imela njivo in je prihajala nadlegovat zajca, naj ji pomaga kopati, češ da ima sama preveč dela. Ko je prišla pomlad, je rekla: "Dajva, zajec, zdaj se bova morala lotiti." "No ja, se bova pa lotila." Lisica je prinesla lopate, vile, motiko, vse priprave in je rekla: "Ti, zajec, skoplji razore, jaz bom hodila po gnoj." No ja, zajec je prijel za lopatko in je kopal razore. Ampak gospe delo ni dišalo, je bilo prenaporno. Je rekla: "Zajec, pojdi ti po gnoj, bom raje jaz kopala." No tako, zajec je hodil po gnoj s koškom, lisica pa spet se je naveličala, je rekla: "Poslušaj, zajec, raztrosi gnoj, jaz bom sadila." Dobro, on se je lotil trositi gnoj, ona je začela saditi. Tudi to ji ni šlo od rok. Zdaj je rekla: "Poslušaj, zajec, raje sadi ti, tebi bo bolje obrodilo. Jaz bom začela kopati." "No, naj bo tako," jo je ubogal. Tedaj pa spet: "Kopli, jaz bom raje zagrebala." Je začela zagrebati. Je rekla: "To mi pa ne gre. In obenem sem tudi lačna. Jaz pojdem in nama kaj skuham. Ej, pojdem in nama kaj poiščem doli v vasi. Si slišal, zajec? Ti delaj, jaz bom prinesla pa malo mesa, saj tudi ti rad ješ." "Prav, pa pojdi." In je šla. Zajec je vsadil in zagrebel in naredil kupčke in vse, nazadnje je moral vse narediti sam. Lisice pa od nikoder. Ko je bila že skoraj noč, jo vidi, da gre. Je rekla: "Zajec, ti boš gotovo truden, tudi lačen boš, ampak jaz nisem našla nič, prav nič. Pa še glava me grozno boli. Zavri mi kavo." Dobro. Zavrel je kavo in jo dal, je rekel: "Ti bodi tukaj, jaz pa moram iti na svoj dom, moram še nakrmiti kokoške." Lisica je rekla: "Če bi spal tukaj, bi bil jutri bolj zgodaj na delu, ti grem jaz zapret kokoši na Vrbjace." Je rekel: "Bom kar sam, ker ti ne veš, kako jaz to naredim." Zadosti, je šel. Krompir je bil posajen, prišel je čas za okopavanje, pa se je spet ponovilo vse kot poprej. "Zajec, okopavaj, jaz bom poravnala." Ja, on je okopaval, ona pa ni poravnala. "Zajec, poravnavaj, jaz bom osipala." Spet ni osipala. Vse je moral narediti zajec, vse je bilo njegovo, vse delo. In to je trajalo tako dolgo, da je prišel čas za pobiranje pridelka. Ko je prišel ta čas, je lisica rekla: "No, zajec, zdaj je krompir že lep, pojdiva ga pobrat." "Dobro," pravi, "pojdiva." Sta šla na njivo z lopato, z motikami in koši za odnašanje pridelka. Dobro," je rekla, "jaz moram iti dol v vas, nekaj grem iskat. Delaj, saj ti tako lepo delaš." In zajec se je res krepko zagnal na delo. Je spravljal in spravljal krompir iz zemlje in ko je končal, je dal vse na en kup. Potem si je krompir prebral in ga naložil v košek, da ga bo odnesel domov. Ko je prišla lisica, je rekla: "Dobro, zakaj si dal vse na en kup? Saj morava vendar imeti vsak pol, mar se nisva tako zmenila, ko sva začela delati." Zajček pa se je usedel lepo na kup krompirja in je rekel: "Kdor dela, ima, kdor ne dela, nima."